Drage gledalke in cenjeni gledalci VTV vaše televizije, lepo pozdravljeni. Na vrsti je naša osrednja informativna oddaja VTV Magazin. Naša ekipa je za vas pripravila naslednje prispevke. Občina Šoštanj je bila v poplavah avgusta 2023 med najbolj prizadetimi občinami v Sloveniji, vse od tedaj pa aktivno odpravljajo njihove posledice. Župan Boris Goličnik je v torek ministrom odhajajoče vlade predstavil potek sanacij. Šoštanjski župan Boris Goličnik je ob zaključku mandata vlade v torek povabil pristojne na predstavitev opravljenega dela in terenski ogled po poplavah leta 2023. Vabilu so se med drugim odzvali minister za naravne vire in prostor Jože Novak, državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnost za obnovo po poplavah Boštjan Šefic in minister za okolje, podnebje in energijo magister Bojan Kumer. Trenutno imamo naročenih 160 projektov, okrog 100 realiziranih. Aktivno smo delali vse od tistega momenta, ko nas je ta nesreča tako zelo prizadela. Številna infrastruktura je bila poškodovana, predvsem pa želimo omeniti tudi selitev naselja Pohrastnik. Tukaj pa mislim, da smo tudi domačo nalogo opravili z odliko. Gradi se, gradnja komunalne opremljenosti zemljišča poteka, tako da jaz sem prepričan, da bojo vsi ti prebivalci, ki se morajo seliti, lahko v kratkem dobili tudi priložnost za nov dom. Po besedah župana Goličnika pa je do sedaj bilo za projekte, ki so že izvedeni in bodo izvedeni do konca letošnjega leta, namenjenih blizu 27 milijonov evrov. Mi imamo približno nekaj čez 40 projektov še v teku, ali pa mogoče malo več, zdaj številke so velike, se pravi 160 projektov imamo naročeno, nekaj imamo tudi ostalih škodnih dogodkov, ki so bili poleg teh 160, tako da jaz mislim, da smo malo čez polovico vse skupaj, plus to nadomestitvena gradnja, tako da jaz sem prepričan, če bomo s tem tempom nadaljevali, da bomo do leta 2028 tudi zaključili s popoplavno obnovo v naši občini. Minister za naravne vire in prostor, ki opravlja tekoče posle, Jože Novak je poudaril, da je bil eden največjih izzivov po ujmi desetletja zapostavljeno vodarstvo in slabo vzdrževanje vodotokov. Najhujše je zanesljivo to, da je bilo vodarstvo praktično 30 let postavljeno v kot. Kome se je kosilo? Si predstavljate, vodotoki so bili zamašeni, naplavin polno, in vse tisto, kar je prineslo zvrhano vzdolj, je povzročilo velike katastrofe. Tudi ljudje nismo bili pripravljeni na tako, vse so podnebne spremembe blizu, ni pa ben verjel, da so tukaj. Mislim, da smo vsi skupaj zdaj dosti bolj pripravljeni na to, tako tista začetna delo, da smo se vsi skupaj stopili od civilne zaščite, sosedov, ljudi in praktično vsem pomagali, so bili po moje ključni za takrat. Minister Novak je še ocenil, da se začeti projekti sanacije po menjavi vlade ne bodo ustavili. Prepričan je, da obstaja široka politična in lokalna podpora za nadaljevanje obnove, saj ljudje pričakujejo dokončanje projektov in večjo zaščito pred prihodnjimi ujmami. Tudi vodja službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je ocenil, da sanacija posledic poplav avgusta 2023 v Sloveniji poteka po načrtih. Šoštanj je bil prizadet, hudo prizadet in seveda dobro je, da se je tako lokalna skupnost, kot seveda vsi tisti, ki, bom rekel, sodelujemo ali pa smo vključeni v to odpravo posledic, dobro zorganizirali in seveda zagotovili, da v relativno kratkem času, 3 leta, pravzaprav ni dolgo obdobje, smo dosegli to, kar smo dosegli. Da je ogromno, bom rekel, stvari, torej posledic odpravljenih, da so sanirane ceste, mostovi, druga infrastruktura,
da smo zagotovili bistveno boljše urejene vodotoke, da se tukaj izvajajo investicije, ki jih je tudi že minister omenjal, da smo v tem času skupaj z občino zagotovili seveda tudi varna, nadomestna zemljišča za vse tiste, ki so živeli na res zelo obremenjenem območju, ki so neposredno ogrožena, kjer so bila neposredno ogrožena življenja in njihovo premoženje, da se gradi ta javna infrastruktura in da bojo v letošnjem letu praktično lahko začeli graditi nove domove. Poseben poudarek ob predstavitvi sanacij po poplavah v občini Šoštanj je bil torej namenjen nadomestitvenim gradnjam, predvsem selitvi naselja Pohrastnik. Za 40 objektov iz Pohrastnika so že izdane odločbe za odstranitev. Urejajo se tudi nova zemljišča in komunalna infrastruktura, kjer bo na voljo 32 parcel. Del prebivalcev se je že odločil za druge lokacije, del pa načrtuje novogradnje na območju nadomestitvenega naselja pod Vilo Široko. Mi, ko smo objavili prvo namero, smo potem, ko smo podpisali prve pogodbe, smo vsem občanom dali vsa pomembna izhodišča, tehnična, na takem USB ključku, kjer imajo vse podatke, ki jih rabijo projektanti za projektiranje, tako da v tem času, ko mi gradimo komunalno opremljenost, si občani že urejajo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in gradnjo. In jaz sem prepričan, da bojo prvi objekti stali tam že letos. Na 25. redni seji občine Vuzenica so svetnice in svetniki med drugim potrdili nakup električnega kombija za prevoz šolarjev vrednega okoli 45 000 evrov ter sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Svetnice in svetniki občine Vuzenica so na četrtkovi 25. redni seji obravnavali tudi zaključni račun proračuna za preteklo leto ter rebalans letošnjega proračuna, ki jo je občinski svet sprejel. Po moji oceni je ocena, da smo ga izpolnili, koliko se da. Dobro, seveda vse ni bilo odvisno od nas, ampak seveda planski del, ki je bil sprejet za leto 2025, moram reči, da smo ga kar dobro izpolnili. Od leta 2023 po poplavne obnove so proračuni kar precej višji. Seveda pa ta nova finančna perspektiva, ki bi morala že kar dobro zajedati tudi občinske proračune, žal še ne teče. Vsako leto dajemo tudi predvidena sredstva tako na prihodkovni strani, kar pa žal ne sledi strani državnega nivoja, tako da je letošnji proračun kar visok, kar se tiče letošnjega aktualnega proračuna, kajti tudi na točkah dnevnega reda je danes tudi prvi rebalans proračuna, prav z namenom, da smo določena sredstva prerasporedili, še pojačali letošnji proračun in seveda s tem želimo predvsem na komunalni infrastrukturi izvesti kar pomembne korake oziroma velike projekte. Proračun za letošnje leto znaša okoli 9 milijonov evrov. Lanski je bil malo nižji kot rekoč in tu je že posledica vsega, kar smo opravili v preteklem letu. Letos pa kot rekoč ni glih rekordni proračun v občini Vuzenica, je pa dokaj visok. Prav iz posledic izgraditve kanalizacije, torej odvajanja in čiščenja odpadnih voda, predvsem pa odprave posledic naravne nesreče in pa seveda v tem rebalansu smo predvideli tudi dodatna sredstva za izgradnjo dodatnih kilometrov lokalnih cest, predvsem kar se tiče gozdnih cest in pa tudi lokalnih cest in pa seveda teh bo v celotnem okviru po predlaganem rebalansu okrog 3,5 km se je izvedlo v letošnjem letu, tako da tudi izbrani so že izvajalci, nekatera dela so že bila uvedena in želimo, da se to konča do kar zgodnje jeseni. Na seji so podprli tudi nakup električnega kombija za prevoz šolarjev, za katerega bo občina namenila približno 45 000 evrov. Imamo srečo, da smo že v lanskem letu izbrali za dvoletno obdobje koncesionarja za prevoza šolskih otrok. Moram reči, da cene sicer so se povišale, glede na to, da pravzaprav sledijo tudi trendom zvišanja energentov, predvsem tudi plač. In seveda smo izbrali koncesionarja, ki pa ni drastično povišal stroškov prevoza šolskih otrok. Tukaj imamo namenjene v občinskem proračunu okoli 200 000 evrov za šolske prevoze. Seveda pa smo se sami prijavili tudi na razpis
Borzena, kjer smo pridobili že en šolski kombi, električni, gre za električno vozilo za prevoz šolskih otrok. Danes pa seveda potrebujemo dokument DIP, ki bo omogočal ponovni razpis in še pridobitev še enega takšnega vozila, ki bo omogočal seveda cenejšo prevoze, s tem pa seveda tudi zagotavljanje določenega delovnega mesta. Župan je članom občinskega sveta predstavil tudi načrtovane investicije v cestno infrastrukturo, ki jih občina načrtuje v bližnji prihodnosti. Dve pomembni aktivnosti, gre za skoraj 2-milijonski projekt dveh sanacij lokalne ceste iz Vuzenice proti Svitemu Primožu na Pohorju, imenujemo jih stara in nova cesta, lokalna cesta. Tukaj gre vsekakor za izredno veliko investicijo, predvsem pa izboljšanje stanja popoplavne obnove in pa obe dve cesti bosta dobili novo asfaltno prevleko. Na seji so tudi imenovali volilno komisijo za jesenske županske volitve, župan pa je napovedal tudi vnovično kandidaturo. V torek so na 32. redni seji zasedali svetnice in svetniki občine Šoštanj. Med točkami dnevnega reda je bila tudi obravnava letnega poročila komunalnega podjetja Velenje za leto 2025. Občinski svetniki in svetnice so na seji obravnavali več pomembnih točk, med drugim poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki. Lahko rečem, da poteka v naši občini to zelo dobro. Pripomb ni, ljudje so zadovoljni, seveda cena je tista, v katero se ljudje najbolj dotakne. Jaz si želim, da ostanemo na tej ceni, ki je, da se ne povišuje, delamo tudi na tem. Mislim pa, da imamo ta sistem urejen, načrtujemo v prihodnje tudi posodobitev zbiralnic odpadkov. Vsako leto pa kot občina že sami posodobimo nekaj teh ekoloških otokov, tudi nadzor posodabljamo, tako da je skrb za urejeno občino ena naših prioritet in jaz mislim, da se to tudi vidi. Se pa načrtuje celovita posodobitev ekoloških otokov, ne samo tukaj, tudi drugje v Šaleški dolini, tako imenovani zvoni prihajajo za zbiranje, tako da se mi zdi, da bomo tudi tukaj veliko pripomogli k temu, da bo odvoz komunalnih odpadkov še bolj urejen in potekal še boljš, kot sedaj. Prisluhnili so predlogu poslovnega načrta za izvajanje omenjene službe za leto 2026. Za leto 2026 smo zadeve urejevali že v letu 2025, teda te stvari so urejene. Za naprej zaenkrat ne pričakujemo nekih večjih sprememb, sicer preračuni so. Na to, kar se dogaja, bom rekel, po svetu, kar se tiče same energetske krize, pa to nimamo vpliva, ampak vse te stvari na nek način skupaj rešujemo z lokalno skupnostjo, tako da bi zdaj napovedoval, da se bo karkoli na kratek rok spremenilo, tega dogovora nimamo. Letno poročilo komunalnega podjetja Velenje za leto 2025 je predstavil direktor magister Gašper Škarja. Izpostavil bi ključna dejstva, to je, da smo v letu 2025 zagotavljali nemoteno in tudi kvalitetno oskrbo uporabnikov z vsemi komunalnimi dobrinami in storitvami, da smo uresničili celoten plan naložb, ki smo ga si zadali skupaj z občinami lastnicami. Hkrati moram poudariti posebej projekt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, kjer smo uspešno začeli v lanskem letu in seveda nadaljujemo v letošnjem letu, tako da zaenkrat gre vse po planu in pa seveda tudi, kar se samega poslovanja tiče, poslovnega izida, lahko rečem, da je podjetje stabilno in da tudi v prihodnje ne pričakujemo kakšnih večjih težav. Podpisali ste pogodbo? Tako je, za drugi del prve faze preobrazbe, vemo, da gre za obnovo vročevodov in pa toplotnih podpostaj, tako da pogodbe so podpisane, veljavno za obdobje 3 let in verjamem, da bo tako kot v lanskem letu tudi v naslednjih 3 letih dela in izvedba potekala po načrtih. Svetniki in svetnice so obravnavali tudi predlog sklepa o sofinanciranju razvoja mladinske infrastrukture.
To pa gre za to, da namenjamo 40 000 evrov za nakup taborniškega prostora v Ribnem in se mi zdi, da tukaj smo znale občine skupaj stopiti, pokazati razumevanje, sodelovanje, predvsem pa podporo tabornikov, ki res odlično delujejo, ne samo v naši občini, celotna zveza in v Šaleški dolini in se mi zdi, da je prav, da jih podpremo in da sicer drag prostor, ampak bo pa namenjen tabornikom in enkrat bo njihov in se mi zdi, da ima tudi tradicijo in sem zelo vesel tega. Na seji pa so podali tudi vprašanja in pobude. Svetniška skupina socialnih demokratov Velenje in občinski odbor stranke sta ponovno pričeli srečanji z občankami in občani, ki so jih poimenovali Koalicija z občani. V sredo je bilo takšno srečanje v krajevni skupnosti Gorica, v četrtek pa v krajevni skupnosti Stara vas. V prostorih krajevne skupnosti Gorica se je zbralo precej občank in občanov, ki so najprej prisluhnili županu Petru Dermolu, ki prav tako prihaja iz vrst SD, o aktivnostih, ki jih izvaja mestna občina na območju te krajevne skupnosti. V nadaljevanju so imeli besedo občanke in občani. Ja, mi se vsake 4 leta pred lokalnimi volitvami oziroma po koncu, ko se mandat počasi zaključuje, naredimo en, bom rekel, nabor obiskov po vseh krajevnih skupnosti, mestnih četrtih, kjer predstavljamo tisto, kar smo seveda realizirali v zadnjem obdobju, kaj smo obljubljali, kaj smo več naredili od obljub in seveda predvsem to, da tudi pobiramo na nek način pobude in izzive, ki so pa v tem času pred nami. Kot pravi župan, na letošnjih srečanjih občani izpostavljajo veliko manj težav kot pred 4 leti. Ko pogledamo realizacijo samih programov, vidimo, da smo veliko tistega, kar se je takrat izpostavljalo, opozarjalo na problematiko, da smo uspeli tudi realizirati in je seveda tudi, kar me veseli, logična posledica ta, da je danes res manj teh problemov, kot je bilo problemov pred 4 leti. So pa še vedno prisotni problemi, kar je seveda čisto normalno in prav je, da prisluhnemo ljudem in da poskušamo seveda z svojim načinom dela, sodelovanjem, predvsem pa zagotavljanjem finančnih sredstev, vsako leto v vsaki krajevni skupnosti nekaj teh izzivov tudi rešiti. Prisotni občani na srečanju in vodstvo krajevne skupnosti Gorica so potrdili dobro sodelovanje z mestno občino Velenje. Jaz bi pohvalil sodelovanje, kot predsednik se mi zdi zelo dobro sodelujemo z mestno občino Velenje. Pridemo daj tudi kaj navzkriž, ampak večinoma naše želje uresničijo. Ja, zdaj, kar se tiče krajevne skupnosti Gorica, gre za seveda po številu prebivalcev največjo krajevno skupnost. Izzivov je bilo pred 4 leti tudi izjemno veliko. Ko danes pogledamo, kaj smo naredili, kot je bilo tudi slišano strani publike, pravzaprav 90% tistega, kar smo takrat pogovarjali, se je tudi realiziralo. So še ostale nekatere odprte zadeve, nekaj smo več naredili, kot je bilo predvidenega, ampak ja, vlagali smo v cestno infrastrukturo, zgradili pločnike, hvaležen sem ljudem, ker smo konec koncev, kot sem dejal, tudi bili poskusni zajčki, ker smo prvo fazo zelene preobrazbe v obliki obnove vročevodnega sistema začeli ravno na Gorici, ker je še danes eno veliko gradbišče, pa se ta projekt uspešno zaključuje. Z ljudmi smo čudovito sodelovali, zelo korektno sodelovali, smo jim tudi marsikje šli nasproti, tako kot so oni nam šli nasproti. Govorili so tudi o večgeneracijskem parku Lipa. Kjer je bilo še pred 5 leti ideja, da bi to območje pozidali, pa smo iz tega naredili en park, leto zaključujemo še zadnjo fazo tega parka. Seveda ostajajo še zadeve, ki jih je potrebno rešiti. Ja, na Gorici vidimo največjo težavo v nedokončanemu objektu, kjer bi stala trgovina in naša Beli dvor graščina, da se primerno uredi in se najde ustrezne vsebine, katere bi dopolnile naš večgeneracijski park, ki je v nastajanju na Lipi. Tukaj imamo največji izziv tak, kakšne vsebine umestiti v ta Beli dvor, v to kulturno dediščino in verjamem, da bomo vsebine tukaj znali določiti. Ko bodo pa vsebine določene, bomo pa tudi pristopili k iskanju finančnih virov na ravni Evropske unije in sem prepričan, da za takšne projekte seveda lahko pridobimo nepovratna sredstva. Po uradnem delu srečanja so se občanke in občani zadržali še na kratkem neformalnem druženju. Mestna občina Velenje je odprla prenovljeno občinsko sejno dvorano. Zbrane sta ob odprtju nagovorila župan Peter Dermol in nekdanja dolgoletna svetnica Majda Gabršek.
Mestna občina Velenje je v četrtek odprla vrata prenovljene sejne dvorane. Za prenovo dvorane, avle in garaže je odštela 1,16 milijona evrov. Prejšnja dvorana je bila resnično že zelo dotrajana, 67 let je služila svojemu namenu in tudi prejšnja dvorana je imela zelo posebno dušo in tudi simbol, ki se mu je bilo na eni strani zelo težko odreči. Po drugi strani je pa zob časa seveda nakazoval na to, da bo potreba v to investicijo morala slej ko prej priti. No, potem, ko je prišlo pa do tehnične okvare in ko smo pravzaprav imeli celotno dvorano poplavljeno, sem pa tudi sam bil seveda na stališču in na mnenju, da je potrebno dvorano tudi celovito obnoviti. Tako smo pristopili k pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, poiskali izvajalca. Občina je prenovila konstrukcijo objekta, elektro- in strojne instalacije, vgradila prezračevalni sistem ter sodobno konferenčno opremo z elektronskim glasovalnim sistemom. Vse to je bilo nujno potrebno narediti v tem času in sem vesel in ponosen, da sem danes imel priložnost tukaj tudi v prisotnosti starejših svetnic in svetnikov, prejšnjih direktorjev občinske uprave in tako naprej, seveda prisostvovati temu, da smo lahko odprli to dvorano. 12 let sem sedela na istem stolu v tej dvorani. Pa prej že kot 6 let, pa prej že kot odbornik v prejšnji naši domovini. Tako da sem res vesela, ko je danes tole, vidim to novo dvorano, da so jo preuredili. Nikoli ni bilo denarja, pa smo tolikokrat rekli, da vendarle ne vsaj stole zamenjajo. Pa niso seveda, no, danes pa je. Po navedbah občine so pri prenovi ohranili simbolno in zgodovinsko vrednost prostora. Vedno je najboljše, da seveda takšne odločitve prepustiš strokovnjakom, tisti, ki se, bom rekel, ukvarjajo z neko identiteto, z neko zgodovino, z tudi aktualno arhitekturo in ja, tudi pri načrtovanju razvoja samega mesta je vedno potrebno, ko načrtuješ v nekih posodobitvah, upoštevati tudi ta segment dediščine, ki neke zapuščine preteklih generacij ali pa pretekle identitete samega mesta in tukaj morajo seveda načrtovalci vedno znova, bom rekel, to upoštevati. Novo, sodobnejšo in funkcionalnejšo dvorano pa ne bodo koristili le občinski svetnice in svetniki. Absolutno bo dvorana namenjena tudi zainteresirani javnosti, različnim društvom, organizacijam, seveda od študentskih parlamentov, vse, kar smo v preteklosti tukaj izvajali, se bo izvajalo tudi v prihodnje. Jaz si želim, da bi ta dvorana bila čim bolj obiskana, da bi ljudje, občanke in občani tudi imeli razlog, zakaj prihajati v to dvorano in to pomeni, da bo dvorana seveda ne samo na tej politični ravni, ampak tudi na družbeni ravni zelo pomembno vplivala na razvoj samega mesta. Po besedah župana Dermola so se v tej dvorani več kot 60 let sprejemale različne odločitve, tudi o samem razvoju mestne občine. Tudi v prihodnje pričakujemo, da se bodo tukaj v tej dvorani sprejemali zelo težke, odgovorne odločitve, seveda odgovorne do svoje skupnosti. Res želim, da bi bile modre odločitve, a veste, ker tudi mi smo jih sprejemali, ampak se ne vem, če sem povedala, da včasih smo jih sprejemali tako, ne preveč radi, a ne? Včasih smo jih pa sprejemali in kadar je šlo za dobro naše lokalne skupnosti, smo jih vedno sprejemali. Včasih je bilo težko, včasih smo pa tudi nasprotovali. Občina Braslovče bo sofinancirala nakup novega vozila za prevoz moštva prostovoljnega gasilskega društva Letuš. Pogodbo v vrednosti 34.500 evrov, kar predstavlja polovico vrednosti vozila, je župan s predstavniki društva podpisal to sredo. V sredo je bil v prostorih občine Braslovče narejen nov pomemben korak še boljši opremljenosti gasilcev. Župan Tomaž Žohar je podpisal pogodbo z letuškimi gasilci za sofinanciranje novega vozila za prevoz moštva. Novo vozilo skupaj s predelavo je stalo 68.500 evrov. Dejstvo je, da so gasilci steber naše družbe, naše lokalne skupnosti, opravljajo nesebično delo, res izjemno poslanstvo, pomagati ljudem, ko potrebujejo pomoč. In naša naloga je, da zagotovimo ustrezno opremo, ustrezno usposobljenost, financiranje kot tako
in letuški gasilci bodo dobili novo gasilsko vozilo za prevoz moštva, GVM. Občina ga financira nekje v višini 50% okvirno, tako da iz tega vidika moram reči, da sem ponosen za novo pridobitev. Drugo polovico smo pa naredili nabirko po kraju in pa izven kraja. Zato se tudi obenem zahvaljujem vsem donatorjem, ki so pripomogli k nabavi temu oziroma temu dodatku, ki je občina ga dala. Se pravi, občina je sofinancirana 34.500, vse ostalo pa smo nabrali z lastnimi sredstvi za nabirko. Odziv ljudi je zelo dober, tako da smo zelo zadovoljni za nabirko in smo res hvaležni za tak odziv ljudi, da so nas podprli finančno pri tej nabavi vozila. Ob tem je župan poudaril, da občina ostaja zavezana podpori prostovoljnemu gasilstvu, saj gasilci svojo predanostjo, požrtvovalnostjo in pripravljenostjo pomembno prispevajo k varnosti in kakovosti življenja vseh občanov. Ne samo, da pomagajo, ko ljudje potrebujejo pomoč, ampak tudi soorganizirajo in skoraj ni dogodka, da bi se zgodil brez gasilcev. Povezujejo ljudi z raznimi drugimi dogodki, predvsem pa tisto najpomembnejše, te pomembne človeške vrednote prenašajo na mlajše generacije. Izobražujejo in prenašajo to na mlade in to je res izredno veliko pomeni. Novo vozilo je pomembna pridobitev za gasilsko društvo, saj bo novo vozilo omogočalo varnejši, hitrejši in učinkovitejši prevoz gasilcev na intervencije, usposabljanja in druge naloge, ki jih opravljajo v lokalnem okolju. Poleg novega vozila ima prostovoljno gasilsko društvo Letuš še vozilo s cisterno. Letos pa praznujejo okrogli jubilej. V tem letu naše društvo obeležuje 120-letnico obstoja, tako da bomo imeli 28. avgusta bomo imeli eno tako slavnostno zadevo, tudi slavnostni prevzem tega vozila in pa malo, bom rekel, veselico. Na območju občine Braslovče deluje 7 prostovoljnih gasilskih društev, ki so združena v gasilsko poveljstvo občine Braslovče in delujejo pod okriljem Gasilske zveze Žalec. Občina že vrsto let skrbi za visoko raven podpore gasilskim društvom ter jim redno zagotavlja sredstva za delovanje, nakup opreme, vozil in vzdrževanje. Približno 800.000 evrov imamo letos namenjena skupaj za zaščito in reševanje, se pravi za civilno zaščito. Je pa še ena pomembna investicija oziroma dve kot taki. Novo gasilsko vozilo, cisterno gasilsko dobijo na Dobrovljah, je tudi v mesecu septembru predviden prevzem. Ta je financirana 85%, višini nekje okoli 300.000 evrov. Potem je in bo ogromno doprinesla, bom rekel, k večji varnosti naših občanov, celotnega gasilskega poveljstva občine Braslovče. Pa še bo tukaj sofinancirane gasilske lestve za Gasilsko zvezo Žalec. To je v bistvu skupna investicija, dobrih 800.000 evrov, kjer občine tudi sofinanciramo. Imamo pa zdaj v razpisu prizidek civilne zaščite za kar nekaj opreme, imamo razkopljene po občini in potrebujemo namenske prostore in se bo delal tudi prizidek civilne zaščite. V Parižljah kot prizidek gasilskemu domu, jaz pričakujem, da takoj, ko bo končan razpis, da bomo tudi zdaj začeli. V poplavah, ki so bile 23. leta, smo bili zelo poškodovani. Naš gasilski dom je bilo približno 1,80 m vode, tako da smo tik ob reko Savinjo in je namen oziroma plan, da se bi ta dom prestavil, se pravi na varnejšo lokacijo. V Braslovčah tako nadaljujejo vlaganje v gasilstvo, saj se zavedajo, da dobra opremljenost gasilcev pomeni večjo varnost za celotno občino. V knjižnici Velenje so ob zaključku bralne značke v lahkem branju pripravili prireditev s podelitvijo priznanj sodelujočim. Predstavili so tudi vodnik po knjižnici v lahkem branju. Ob zaključku bralne značke v lahkem branju so v preddverju knjižnice Velenje pripravili prireditev, na kateri so sodelujočim v bralni znački v lahkem branju podelili priznanja za vztrajnost pri branju. Sodelovali smo CVIO Velenje, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje in pa knjižnica Velenje. Učenci 6. stopnje CVIO Velenje so bili testni bralci, ki so preverili, da je ta vodič res ustrezen in da lahko vsakdo samostojno ga prebere
prebere, da so dostopne in razumljive informacije o njem. Vodnik po knjižnici v lahkem branju je izdala knjižnica z namenom približati knjižnične storitve uporabnikom, ki potrebujejo prilagojene oblike branja. Ja, kar dolgo smo tale vodnik delali ali pa mogoče razmišljali o njem, kar celo leto nam je vzelo, čeprav je tukaj čisto malo besedila, ampak je dr. Kermaunerjeva vedno reče, lahko branje je težko pisanje, kajti to je v bistvu zasnovano kot vodnik nekoga, ki pride v knjižnico prvič, ampak se ne znajde v knjižnici kar tako, pač potrebuje nek vodnik in zato so bili testni bralci pri tem vodniku tudi učenci ali pa varovanci Cvija Velenje. Vsak, ki je sodeloval v bralni znački v lahkem branju, je moral prebrati 3 knjige s police knjig, ki so prilagojene lahkemu branju in imajo v knjižnici Velenje posebno mesto. Mi imamo že zdaj 3 leta kotiček, ki se imenuje Lažje berem. V ta kotiček je postavljenih 6 skupin, torej za vse bralce, ki potrebujejo prilagoditve, kakršnekoli, torej zvočne knjige, dislektiki, lahko branje, Braillova pisava, vseh teh 6 skupin. Tukaj notri zloženih in pod to zbirko Lažje berem spada tudi lahko branje. Veseli so, da je ponudba knjig v lahkem branju raznolika. Knjig je vsako leto več, tega smo veseli. Veliko je prirejenih v lahko branje že romanov, kot so Romeo in Julija, Pod svobodnim soncem. Nastajajo tudi nove knjige, ki jih piše Aksinija Kermauner romane in pa tudi je veliko ljudskih pravljic prirejenih v lahko branje, to delamo tudi na naši šoli. In da lahko govorimo o knjigi, da je napisana v lahkem branju, se mora držati določenih pravil, ki so povezani z jezikom in pa testne bralce mora imeti. To pomeni, da ciljna skupina stestira besedilo, če je napisano razumljivo in pa dostopno. Projekt bralne značke v lahkem branju v knjižnici Velenje poteka od novembra do maja in je namenjen bralcem, ki potrebujejo prilagojena besedila. Velenje bo tudi letos poleti zaživelo v znamenju številnih koncertov, festivalov, športnih in družinskih dogodkov. V 3 poletnih mesecih se bo na različnih prizoriščih po mestu zvrstilo okoli 400 dogodkov za vse generacije. Na travniku pred Domom kulture Velenje so predstavniki različnih zavodov predstavili program prireditev, ki jih pripravljajo v okviru poletja v Velenju. V 3 poletnih mesecih se bo zvrstilo več kot 400 različnih vsebin in aktivnosti. 85 dogodkov za otroke in pa najmlajše, 10 kinopredstav na prostem, več kot 100 filmskih predstav v kinu, 3 večji kulinarični dogodki, kar nekaj športa, turističnih dogodkov, vodenj in še česa. Organizatorji želijo obiskovalkam in obiskovalcem ponuditi raznoliko dogajanje na številnih prizoriščih po mestu in okolici. Dogodki bodo potekali na približno 30 zunanjih in notranjih lokacijah, od mestnega središča do Vista v Velenskem jezeru. Program vključuje koncerte, gledališke in plesne predstave, otroške delavnice, športne aktivnosti, filmske večere pod zvezdami, muzejske programe ter turistične in kulinarične dogodke. Poletno dogajanje se bo začelo že v začetku junija z dobrodelno karavano Dežela junakov, ki jo vodi nekdanji smučarski skakalec Sene Prevc. Uvod v poletje bo tako športno in dobrodelno obarvan. Nato pa se bo festivalsko vzdušje nadaljevalo vse do konca avgusta. Posebno mesto v programu bodo znova imele poletne kulturne prireditve festivala Velenje, ki letos potekajo že 42. leto zapored. Med najbolj pričakovanimi dogodki bo poletna operna noč na Titovem trgu 12. junija. Pripravljajo pa tudi številne petkove koncerte v središču mesta. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili različnim glasbenim zasedbam, od roka in popa do akustičnih ter etno večerov. Tudi letos ne bo manjkal festival mladih kultur Kunigunda, ki bo v mesto pripeljal alternativne in mladinske kulturne vsebine. Mogoče bi tukaj izpostavil, da bomo imeli pravi festival znotraj festivala, se pravi Kunikon 2.0, gre v bistvu za konvencijo gikovske kulture, ki je dvodnevni festival, ki bo potekal na Titovem trgu. Poleg glasbe pripravljajo tudi plesne predstave in mednarodna sodelovanja. Med zanimivejšimi dogodki organizatorji izpostavljajo plesni projekt v Muzeju premogovništva Slovenije ter gostovanje folklorne skupine
skupine iz Bocvane. Veliko pozornosti bo namenjene tudi dogajanju na Visti, priljubljenem prizorišču v Velenjskem jezeru. Tam se bodo zvrstili večji koncertni dogodki in festivalski večeri. Otvoritev Velenjske plaže pa bo 19. in 20. junija. Med drugim pripravljajo koncertni večer Vista Rocks, poletni glasbeni dogodek Skok v poletje, nastop klape Kampanel ter zaključni Summer Splash. Sklop dogodkov pod skupnim imenom Poletje v Velenju ima tudi novo grafično podobo, pripravili pa so tudi 3-mesečni koledar dogodkov in promocijski material, tudi promocijsko pahljačo, s katero vabimo tako domačine, kakor goste, ki prihajajo v naše okolje, da nas obiščejo. Naš ključni cilj pa je, da ne obiščejo samo Velenjske plaže, temveč da obiščejo tudi druge turistične točke našega lepega, čudovitega mesta in navsezadnje tudi naše Šaleške doline. Poletni utrip bodo dopolnili še filmski večeri na prostem in različne aktivnosti za družine. Organizatorji poudarjajo, da želijo s projektom povezati kulturo, turizem, šport in druženje ter ustvariti prijetno poletno vzdušje za domačine in obiskovalce. Več kot 80% vseh dogodkov je za obiskovalce brezplačnih. Organizatorji pa bodo zanje namenili okoli 250 000 evrov. Polovico finančnih sredstev bo prispevala Mestna občina Velenje. Drage gledalke in cenjeni gledalci, to je bilo vse v tokratni oddaji VTV Magazin. Hvala za vašo pozornost, lepo se imejte in nasvidenje.